vsi želimo imeti dober kader, po mojem. Mogoče na stanje v koaliciji, sami ste dejali, da se čuti, da je nekako razrahljano to zaupanje, da je skrajni čas, da se dobite, sestanete, poveste, kako naprej, sploh zdaj po Levici. Levica vas ni upoštevala, vaša vloga vzgojitelja, kot vas je enkrat že označil premier Šarec, se ni obnesla. Kako to komentirate, kako naprej? V mojem govoru sem predvsem želel poudariti, da Socialni demokrati vidimo razloge, zakaj naj koalicija vztraja tudi naprej. Mi si želimo, da je pogovorov več, tudi kakšnega usklajevanja več, sedaj, ko nas v resnici samo še 43, kar se tiče poslank in poslancev, vendar vidimo razloge, da vztrajamo. In ti razlogi so v resnici napisani v kar dobri koalicijski pogodbi in moramo vse narediti, da najtežje ukrepe, ki so, izpeljemo sedaj v drugem letu skupnega dela. To pa zato, ker najtežje, a po drugi strani pa tudi najlažje, je stvari sprejemati v drugem letu skupnega delovanja. In mi smo sedaj tam, ne? In imamo nekatere svoje res potrebe, mi si res želimo, da v tem letu razrešimo v tem trenutku najhujšo socialno stisko v Sloveniji. In to je 120 tisoč upokojencev, kjer nismo vzpostavili solidarnega sistema. To ni težko vzpostaviti. Samo dajmo se odločiti in ga vzpostaviti. Tako da mi verjamemo, da časovnica ministra Šabedra o dolgotrajni oskrbi bo držala. Če pa ne bo, bomo pa prišli Socialni demokrati sami s svojim predlogom do koalicije. Jaz bi samo vprašal, pa lahko gledate tja. Ja. Zanima me Levica, SD, kje bo zdaj vaše mesto, kako boste ločili, očitno povezovali se ne boste, ne? Vsebine in vaša prizadevanja okrog teh. Naš predlog tudi sedanje koalicije je, da ko bomo iskali dodatne glasove, prvo potrkamo na vrata stranke Levica in verjamem, da z dobrimi temami, z dobrimi zakoni bomo te glasove tudi dobili. Nekaj pa se morate zavedati, ko se štejete število poslank in poslancev Socialnih demokratov, ki smo največji, in stranke Levica, s tem dobite levi politični pol v Sloveniji. Levi politični pol v Sloveniji v tem trenutku ni velik, tako da naša skupna naloga mora biti, da ga razširimo. Moja iskrena želja je, da bo nekoč, pa do sedaj ni bil, levi politični pol večji kot je liberalni ali kot je desni. Ampak trenutno levi politični pol lahko recimo nekaj sprejema, najpomembnejše dokumente, kot je proračun, pred meseci rebalans proračuna s pomočjo nekega Jelinčiča in njegovih 4 poslancev. Kako to komentirate? Ne levi politični pol, zato ker vlado vodijo liberalne stranke. Mi imamo v koaliciji 5 strank, od tega so 4 liberalne. Če govorijo mogoče nekoliko drugače v Sloveniji, v katero skupino so se umestile, pokažejo na evropskem prostoru, ker pa morajo jasno definirati svoje prioritete, svoje razmišljanje. V koaliciji 5 strank imamo samo eno levo politično stranko in to smo Socialni demokrati. V pogovorih, kako pridobiti dodatne glasove, Socialni demokrati do tega trenutka ne sodelujemo, tako da tudi ne poznamo ozadja teh dogovorov, želim pa si, da je proračun sprejet. Pa gledate na to, da bo odvisen proračun od gospoda Jelinčiča in njegove stranke, tudi drugi ukrepi? V tem trenutku jaz ne znam oceniti, kdo vse bo glasoval za, kdo se bo vzdržal, kdo bo glasoval proti. Namreč, proračun je sprejeti, če dobi večino glasov tistih, ki glasujejo. Večina glasov ni 46. Večina glasov ni tudi ustavna večina 60, je večina tistih, ki bodo glasovali. Zakaj to govorim? Zato, ker imamo recimo v skandinavskih državah načelo tako imenovanega negativnega parlamentarizma, ki pomaga majhnim strankam ali majhnim koalicijam. Namreč katera od opozicijskih strank, ki pa v resnici ne želi motiti razvoja države, v nekem trenutku ne glasuje in se potem razmerja nekoliko spremenijo. Tako da dajmo počakati, kaj se bo zgodilo čez 2 tedna oziroma čez dober teden, ko se bo glasovalo. Zakon o izvrševanju proračuna lahko posledično z vetom zahteva tudi 66. To pa drži, če sam proračun ne more dobiti veta, pa sam zakon o izvrševanju, ki pa je pomemben, pa če dobi veto, potrebuje 46. Ampak dajmo počakati, ali bo sploh veto in kako bo takrat koalicija iskala glasove. Veto že imate, ne, pri dodatku za delovno aktivnost. Recimo, Levica je zdaj svobodna v opoziciji in lahko zahteva tudi interpelacijo zoper ministrico za delo. Kaj boste vi naredili v tem primeru? Vendarle, dodatka za delovno aktivnost niste podprli. Nimamo veto mi. Jaz sem navdušen, ker je veto in jaz si želim, da bi poslanske skupine zmogle, da bi tokrat podobno glasovali kot pred tedni. Potem zakon, ki je v nasprotju s koalicijsko pogodbo, v nasprotju s podpisi ene predsednice in 4 predsednikov, ne bo sprejet in to bo za ljudi dobro. In če ne?
To pa sem tudi že odgovoril. Koalicijska pogodba se večinoma izvršuje v pravo smer, sam pa ne razumem, zakaj je tu prišlo do odmika. V tem, da je zapisan, podpisan in moral veljati. Vendar smo tudi povedali, da to ne bo razlog, da bi mi zapustili koalicijo. Gospod Židan, lahko sem politično vprašanje. Zdaj v svojem govoru ste rekli, seveda eno je to, da pač se dobite skupaj, da se zmenite, kako boste delali naprej. Druga opcija je pa vendarle, kot ste sami rekli, da bo pač vlado prevzela neka druga večina, to je desna vlada. Kakšne so po vašem, bi rekel, kakšne so možnosti, da do te druge večine pride? Tudi mogoče v luči tega, da smo zdaj dobili zamenjavo na vrhu SMC-ja, januarja, kongres Desusa, vprašanje, kaj bo prinesel, in nekateri tisti, ki imajo bolj manj nekako podpore, bi lahko skrenili v neko drugo vlado, da obstane. Čeprav teoretično obstajajo tri možnosti, tudi predčasne volitve, mi, socialni demokrati, se jih ne bojimo, verjamemo, da tudi če jih bi dobili več poslank in poslancev, ne verjamemo, da lahko do njih pride. Torej obstajata samo dve možnosti, tista, ki je za nas edina ta prava, torej da nadaljujemo s to koalicijo in izvrševanjem koalicijske pogodbe, ki jo imamo. Druga je pa takšna, da nastane desna vlada. V tem trenutku na strani koalicijskih partnerjev, tudi teh, ki jih omenjate, ne vidim nobene poteze ali pogovorov, ki jih jaz lahko vidim, da bi se odločili, da ta koalicija je že bivša in da želijo imeti kakšno drugo koalicijo. Jaz tega v tem trenutku ne vidim. To se pravi, rekonstrukcija vlade potem v tem trenutku ni možna, po vašem. Če pravite, da je rekonstrukcija to, da prije do desne vlade, mi v tem trenutku ne vidimo znakov, da bi se kdorkoli o tem pogovarjal. Vendar morate pa le vedeti, tudi če bi prišlo do take vlade, tisti vladi socialnih demokratov ne bo, tako da nas ne bo nihče nič vprašal. Še mogoče kritike na vaš račun, nekaj smo že prebrali v medijih. Prej smo spraševali europoslanca Brgleza o njegovih ambicijah, morda da bi prevzel vaš položaj v prihodnje ali pa morda kar da bi postal predsednik republike. Tudi to se omenja, da naj bi nekako se pripravljal na ta dva podviga in dejansko ni zanikal. Povedal je, da je ambiciozen človek. Kaj pa vi pravite na to in na kritike, ki letijo na vas? Stranka je pluralna. Naša stranka nikoli ni bila zelo prijazna do svojih predsednikov, vedno je želela, da naredimo več in da naredimo bolje. Tako je tudi sedaj in to je prav. Prav je, da imamo v stranki tudi ambiciozne ljudi in da imamo širok nabor kandidatov, vendar stranka raste, stranka sledi svoji ideji in stranka ima vodstvo, ne samo predsednika, tudi podpredsednika, generalnega sekretarja, predsedstvo, ki smo izvoljeni za 4 leta. In verjamete mi, to vodstvo bo stranko peljalo tudi na volitve, verjamem, da bodo redne in stranka bo ponovno, kakor na teh zadnjih volitvah, ponovno rasla. Zato smo danes tukaj, zato imamo programski in statutarni kongres. Poglejte, če lahko še nekaj povem. Naši stranki se pogosto očita, da zadnjih slabih 30 let nekje ima povprečno 10 poslancev. Nekoliko zanihamo, takrat, ko smo zanihali, navzgor je tudi razlog enostaven, bilo je glasovanje proti bolj kot glasovanje za. Mi sedaj tudi z današnjim programskim dokumentom želimo, da domet stranke raste. Mi smo ambiciozni, ampak saj je jasno, temu moramo prilagoditi naše delovanje in to danes počnemo. Bo sledil tudi kakšen formalen poziv predsedniku vlade Marjanu Šarcu naj čim prej nek koalicijski vrh skliče? Poglejte, v vsakem primeru, karkoli bo sledilo ali ne bo sledilo, tega ne bo preko medijev. Ampak vaši predhodniki prej so pozvali, v odkrito. Ja, zelo jasno, Moji predhodniki, torej predsedstvo, člani predsedstva, tudi podpredsedniki, seveda zelo jasno izražajo svoje želje, ki tudi želja stranke. Dajmo vse narediti, da koalicijo utrdimo in gremo skupaj naprej uresničevati dobro koalicijsko pogodbo. Ampak jaz verjamem, da podobno razmišljajo tudi ostali predsedniki in predsednica. Za moje strani ne bo pozivov preko javnosti, ker so povsem nepotrebni. Res ljudje se znamo dogovoriti tudi tako, da niste mediji zraven, pa ne tega zamerite. To verjetno zamerite tudi predsedniku vlade, pa verjetno tudi še kakšnemu tovarišu Levice. Javno komuniciranje? Ne, poglejte, ko mi vidimo javno komuniciranje, se nasmehnemo in se spomnimo, da smo stranka za več kot 120-letno tradicijo in dajmo se tako mi obnašati.
A lahko samo še šaleški energetiki pravite ne, pozivate za sprejemo zakona za zaprtje premogovnika, kateri energetiki pa pravite torej? Ne, ravno obratno. Mi se zavedamo, kaj je šaleška energetika naredila za vse nas. Pa ali priznamo ali ne, tukaj je umrlo 170 ljudi za to, da imamo elektriko trenutno v vseh slovenskih domovih. Tukaj so se potopile 3 vasi in nešteto domačij. Zato jim dajemo priznanje. Vendar tudi šaleška energetika ve, kar vemo vsi v Sloveniji, v Evropi, upam, da tudi na svetu. Obdobje fosilnih goriv se mora končati. Zato, ker je glavni povzročitelj podnebnih sprememb. Tudi v Šaleški dolini to vedo. Tisto, kar pa je naša pobuda, dajmo ukrepati kakor v drugih državah. Ni Nemčija edini primer. Regije, ki so se do sedaj žrtvovale za nas, dajmo prestrukturiranje skupnimi močmi narediti, ker tukaj elektrike niso proizvajali za Šaleško dolino. Tukaj so elektriko proizvajali za slovenske domove. Kako blizu je zapiranje premogovnika? Tega ne znam povedati, ker klimatski paket, ki ga nujno potrebujemo, seveda kot prvo mora pripraviti osnutek vlade. Ve se končni domen, da v bistvu do leta 2050 moramo priti v nizko oziroma celo brezogljično družbo. Jaz upam, da imamo potencial, da to naredimo prej, vendar to je zahteven projekt. Ampak nisem vas povsem razumela, torej kaj pa prihodnost, se pravi, boste rekli nuklearki, obnovljivim virom, čemu? Če bi danes znal dati odgovor na vsa vprašanja, bi se počutil zelo samozavestno. Pri okoljsko-podnebni politiki se nažalost ne počutim tako samozavestno, to pa zato, ker vidim težave, ki jih imamo in vidim pa tudi tole, da nimamo vseh odgovorov. Ampak do odgovorov ne pridemo na ta način, da zanikamo ali bežimo, ampak da jih skupaj iščemo. Sreča je pa samo v tem, da za nekatere odgovore imamo čas tudi 5 ali 10 let. Kje bo Velenje iskalo nove priložnosti po zapiranju rudnika na TEŠ 6? Jaz upam, da to nikoli ne bo vprašanje za Ljubljano, ampak da bo to vedno vprašanje za Velenjčanke in Velenjčane. Tukaj najboljši vedo, kaj je potrebno narediti. Hvala lepa. Zdaj pa mora iti, ker... Najlepša hvala.